Dragi gledalke in gledalci, pa smo spet nazaj po krajših počitnicah, še več dirkaške akcije. Začetek avgusta je, kot že vemo, rezerviran za gorsko hitrostno dirko Lučine. Tokrat je na zaprti 4-kilometrski cesti dirka potekala že 18-tič. A kot ponavadi, hiter recap z prejšnje dirke. Na Gorjancih je bilo kar pestro, videli smo praktično vse. Vodilni v državnem prvenstvu Milan Bubnič je razbil svojo hitro lančo na treningu. Tudi Patrik Zajelšnik je razbil rekord nedirkalnika. Za več kot 5 sekund je izboljšal svoj 3 leta star rekord. V državnem prvenstvu kljub nesreči pred GHD Lučine še vedno vodi Bubnič. Za bolj podrobno dogajanje z Gorjancev pa lahko pogledate reportažo z dirke, ki je na voljo v zgornjem desnem kotu in na našem kanalu. Zdaj pa končno na Gorenjsko. Na listi prijavljenih smo lahko našli več kot 140 dirkačev, kar je za to dirko rekord. Med njimi smo našli tudi Bubniča, a ne z lančo, ki zgleda še ni popravljena, temveč z Volkswagenom Polo Proto, takim kot ga ima Pelhan, trenutno na zaslonu. A aktualni prvak ni prišel v Lučin. Med prijavljenimi smo našli tudi Sebastiana Petija, ki mu je zadnjič na Gorjancih malo zmanjkalo za stopničke, a bo tokrat zagotovo nevaren. Kot je pri gorsko-hitrostnih dirkah navada, so v soboto najprej sledili treninge. V redu, petek zvečer je bila v Gorenji vasi še povorka, a nas verjetno bolj zanima dirkaško dogajanje. 4-kratni zmagovalec in aktualni rekorder Federico Liber se ni zadrževal in postavil najhitrejši čas prvega treninga. Peti ni bil daleč zadaj, kar pa ni veljalo za Janika na 3. mestu. So pa prvi trening, ki se je začel ob 10:30, zaznamovale dolge prekinitve, vključno s to nesrečo Matica Kogeja, tako da se je drugi trening začel šele ob 14:45. Smo pa že tukaj videli, iz kakšnega testa je Sebastian Petit v resnici. S časom 1:58,3 je za sekundo izboljšal lanski rekord Liberja. Tudi on se je spustil po 2 minuti. Zadnji trening je prišel na vrsto 15 minut čez 17. Tukaj so bili časi rahlo slabši zaradi pogojev, slabše vidljivosti in hladnejšega asfalta. Najboljši v soboto so tako bili Petit, Liber in Janik. Vladimir Stanković, najboljši Slovenec, je dan končal na 8. mestu, 15,7 sekund za najhitrejšim. Kaj pa v državnem prvenstvu? Janko Čebron je bil najhitrejši v vseh trening vožnjah in s tem pokazal, da je zelo nevaren za zmago. Sledila sta mu Matevž Čuden in Peter Marc. Preden se premaknemo na naslednji dan, poglejmo še, kdo so bili najhitrejši po divizijah. France Liković najboljši v diviziji 1, Matevž Čuden v diviziji 2, Vladimir Stanković v 3, Janko Čebron v 4 in Urban Jelovčan v 5. diviziji. Nedeljo s tekmovalnimi vožnjami se ni začela prav nič zadržano, ko se zapravil dirko Spodoli. Peter Marc je imel v zgornjem delu proge manjši moment, s katerim je izgubil veliko časa. Boja za stopničko v državnem prvenstvu je bilo zanj konec. Karel Šagerl, ki gledalce navdušuje s svojim hitrim Volkswagen Golfom, je znova pokazal, kako hiter je. Svoj rekord izpred 2 let je podrl za skoraj sekundo in pol s časom 2:09. Čas je bil, da gre na progo novi rekorder Sebastian Petit. Zagotovo ne bo že v prvi vožnji postavil rekorda, razmere še niso najboljše, no to se je izkazalo za napačno. Njegov stari rekord v narekovajih ni stal niti 24 ur, ko smo že dobili novega. 1:56,4. Kar je bil lani izziv priti po 2 minuti, je Petit letos to zlahka opravil. Na progo je moral še Federico Liber. Mogoče pa ima on pripravljeno kakšno presenečenje, s čim bi lahko premagal Francoza. Italijan je bil do tega trenutka dobro na progi, a se je njegov dan takole nesrečno končal. Končala se je tudi dolga prva vožnja, polna prekinitev in olja na progi. Druga vožnja bi se morala začeti ob 11:30, a v resnici je do tega prišlo skoraj 2 uri kasneje. V drugi vožnji je Petit le povečal svojo prednost, ki je znašala že 7 sekund in 6 desetink pred Václavom Janikom. Tudi ta vožnja se je podaljšala in tudi tokrat olje na progi. Ob 5 je sledila še zadnja, 3. vožnja. Tadej Desardo, ki dirka s Citroenom C2, je odstopil v tej vožnji. A verjetno ga ne bi omenil samo zaradi tega. Tadej je namreč odstopil že v prvi vožnji. Zgleda ta dan res ni imel sreče. Tudi Vladimir Stanković, ki od prejšnje dirke naprej dirka z novim prototipom Norma M20F, je v tej vožnji odstopil. Če bi uspešno pripeljal do cilja,
bi to lahko bil rezultat za najboljših 5, ker nekateri dirkači, vključno z Janikom, niso štartali zadnji vožnji. Za IHCC mednarodni pokal v gorskih dirkah namreč štejeta najboljši 2 vožnji. A Sebastian Petit je odpeljal še zadnjo vožnjo za publiko in tako na svojem prvem nastopu v Lučinah zmagal z lahkoto. Na drugem mestu z več kot pol minute zaostanka Herman Waldi Jr. s Formula Tatus Master, na tretjem mestu pa libro moštveni kolega Mirko Venturato z Glorio C8P. Zdaj pa državno prvenstvo. Kot sem že prej omenil, Bubniča v Lučinah ni bilo, kot tudi ne Grudnika in Raspeta, najboljših 2 zgorjancev. To je bila priložnost za Preka in Čudna, ki sta Bubniču najbližje v prvenstvu, da to izkoristita. A delno je načrte pokvaril Janko Čebron, ki je bil najhitrejši prav na vseh vožnjah v soboto in nedeljo. Voznik Lancerja Evo 9 je za 7 sekund in 40 premagal Aleša Preka v Hondi Civic Type R in za 10,2 sekundi Matevža Čudna v Clio. Točke so osvojili še Luka Likovič, Žbogar, Savič, Buh, Franci Likovič, Kovačič in Oblak. Ko smo že pri točkah, Bubnič kljub temu, da 2-krat ni dosegel točk, še vedno vodi v državnem prvenstvu. No, v resnici je izenačen s Čudnom, a ima Bubnič več zmag, zato teoretično vodi. Blizu je tudi Aleš Prek, samo 6 točk zadaj. Ker so v diviziji 1 zmeraj tesni boji, se splača bolj podrobno pogledati še to bitko. Franci Likovič v MG-ju je prevzel zgodnje vodstvo v prvi vožnji, a je Aleksander Buh s Peugeotom 205 v drugi vožnji nadoknadil zaostanek. V zadnji vožnji je šlo na nož, a na koncu je bil le boljši Alex Buh za samo 10 sekunde. Tretji je na koncu bil še enim MG-jem Matej Oblak. V prvenstvu še vedno vodi Franci Likovič, a je Oblak zelo blizu. Na 3. in 4. mestu sta Žan Nagode in Klemen Trček, tudi z MG-jem, Alex Buh pa je zmago skočil na 5. mesto. Matevž Čuden v drugi diviziji nima konkurence. V tej sezoni je zmagal že 5-krat, 5 je tudi število dirk do zdaj. V prvenstvu ima zdaj že dovolj prednosti, zato je on letošnji prvak divizije 2. V diviziji 3 je bil Sandi Sedej edini, ki je končal dirko. Grega Ivič in Vladimir Stankovič sta odstopila. V 4. diviziji je zmagovalec Čebron, vodilni prvenstvu Prek, v 5. diviziji polni Twingov pa je bil najboljši Urban Jelovčan. Špela Brezic je še vedno na vrhu lestvice. Bolj podrobno točkovanje lahko preverite na naši spletni strani. Pa smo prišli k koncu še ene reportaže Autoportreta.si. Poglejmo si še, kje bodo potekale naslednje dirke. Konec meseca sledi naša največja gorsko hitrostna dirka v Ilirski Bistrici. Navijači Rejlja pa boste prišli na svoj račun v sredini septembra, ko bo na Primorskem potekala 8. izvedba Rejlja Nova Gorica. Vabljeni k deljenju reportaže, preverite pa še našo spletno stran in družabna omrežja. Vsi linki so v opisu videa. Hvala za ogled in se vidimo v Ilirski Bistrici.